Sem David, zaposlen sem v zavarovalnici Triglav in v življenju si postavljam veliko vprašanj. V zadnjih dneh predvsem, ali je bilo tega treba? Ja, tale gips ni bil planiran, a bi lahko bilo še huje. In kaj vse se mi lahko še zgodi? Poskušal bom odgovoriti na nekatera vaša vprašanja o življenjskem zavarovanju za primer smrti. Večina ljudi se v prvem trenutku odzove podobno kot vi. A gre za zavarovanje, kjer mislimo predvsem na druge, na svoje bližnje. Z življenjskim zavarovanjem za primer smrti poskrbimo za njihovo finančno varnost, če bi se nam zgodilo najhujše, če bi umrli. Iz zavarovanja bi na primer družina lahko poplačala kredite in druge dolgove, vzdrževala nepremičnino, v kateri živite, poskrbela za otroke in še vedno ohranila primerljiv življenjski standard. Ob sklepanju zavarovanja se določi zavarovalna vsota, kar pomeni znesek, ki bi ga zavarovalnica izplačala vašim najbližjim. Kakšna naj bo, je predvsem odvisno od vaših potreb. Pomembno je, da je dovolj visoka, da bi pokrila finančne obveznosti, ki bi bremenile družinske člane, na primer, ko odplačujete kredit ali dokler najmlajši otrok ni polnoleten oziroma finančno neodvisen. Na zavarovalnici ugotavljamo, da večina ljudi nima dovolj visoke zavarovalne vsote, zato smo pripravili kalkulator za izračun priporočljive zavarovalne vsote glede na vaše potrebe. Ja, priporočljivo je, da se zavarujeta oba, saj s tem zagotavljata finančno varnost drug drugemu, hkrati pa tudi otrokom. Premije so nizke, že od nekaj evrov, sploh če se zavaruješ mlad. Na višino premije pa vplivajo mnogi dejavniki, predvsem zdravstveno stanje in vaš življenjski slog, ter seveda zavarovalna vsota, ki jo določite ob sklenitvi. Samo tisti, ki jih navedete na zavarovalni polici. Določite lahko tudi, kolikšen delež naj prejme vsak od njih. Če ne navedete konkretne osebe, denar prejmejo vaši zakoniti dediči. Kot rečeno, poskrbeti morate, da upravičenca navedete na zavarovalni polici in ga o tem obvestite, da bo lahko oddal zahtevek za izplačilo. Dobite največ, življenje.